Lepo pozdravljeni na literarni postaji Mariborske knjižnice, kjer danes gostuje založba Pivec za svojim avtorjem Avgustom Demšarjem, ki ga lepo pozdravljam. Midva se poznava že kar nekaj časa, zato se bova tikala. Avgust Demšar je eden najbolj branih slovenskih pisateljev, tudi priljubljenih. Za njim je cikel 10 romanov in to je v Sloveniji pravzaprav najdaljši cikel z istimi literarnimi liki. Po prvih 3 romanih je pred nedavnim TV Slovenija posnela serijo Primer inšpektorja Vrenka, tako da se bomo danes z Avgustom Demšarjem pogovarjali o njegovem pisanju, njegovih romanih in pa tudi o seriji. Pa začnimo nekje na začetku. Avgust, kdaj so kriminalke vstopile v tvoje življenje, na kak način? Jaz osebno vem, da si bil bralec že od mladih nog, zato je zaslužna predvsem tvoja mama. Na kateri točki pa vstopijo v tvoje življenje kriminalke? Mislim, da zelo zgodaj. Zdaj, kolikor se nazaj spomnim, ko malo razmišljam o tem, smo v srednji šoli precej brali žanr, ampak v glavnem smo brali znanstveno fantastiko. Kriminalke so bile tako zraven. Jaz vem, da sem jih vedno prebiral, tudi ob vsem ostalem. Tako da je najverjetneje to bilo tam v enem zadnjih letih osnovne šole, ko sem začel malo prebirati za hec. Kdaj so se me tako močno prijele, ne vem, v bistvu in to v tem vmesnem času, niso me pa nikoli potem več spustile. Do srednjih let sem jih v glavnem samo prebiral, potem sem pa v nekem trenutku se pač odločil, da bom tudi poskušal kakšno napisati. Katero pa je bilo recimo tisto delo, ki te je recimo premaknilo, navdušilo, impresioniralo? Prvo delo je ponavadi tisto, pa ne samo na tem literarnem področju, ko iz nič nekaj nastane. In taka prva kriminalka, ki se jo spomnim, da sem jo prebral, je bila mladinska kriminalka z naslovom Emil in detektivi Erika Kästnerja. Tam gre za neko, ne za umor, seveda, ker gre za mladinsko delo, gre pa za čiste klasične prijeme detektivke. Tam imamo neki ključ, neko ugotovitev, na podlagi česar dokažejo zločin tistemu zločincu, in to mi je bilo vedno všeč. Prva takšna kriminalka, ki se mi je pa tako močno usedla, je bil umor v Orient Expressu Agathe Christie. Tisto je pa ena takšnih kanoničnih še danes del, ki je meni pustila tak pečat, da se je še danes tako spomnim kot ene teh prvih. Kriminalka je žanr dvoživka, ki živi tako v literarni sferi kot v filmski sferi. Kako pa je bilo potem s tem, da si začel tudi spremljati filmske variante kriminalk? In kakšno je bilo potem razmerje? Kaj si imel raje, literarne ali filmske upodobitve? Ja, za spremljanje televizijskih je moral biti izpolnjen osnovni pogoj, to je, da smo imeli televizijo. V tistem času, ko sem jaz odraščal v Gosposki v Mariboru, to je konec 60-ih, začetek 70-ih let, je bila televizija bolj redka zadeva. Vem, da so jo imeli pri sosedih in enkrat na teden sva z mamo lahko odšla tja si ogledati nekaj, ampak to seveda ni bila kriminalka takrat. Pa tudi mene niso še vprašali, kaj bi rad gledal, ampak takrat se je gledalo Mestece Peyton in jaz sem z mamo tisto hodil gledati, zato ker je pač karkoli bi bilo na televiziji, bi gledal. Potem v 70-ih, ko sva si pa privoščila svoj televizor, je pa kot prva takih zadev, ki je bila ameriška serija Columbo. Tega sem potem gledal, ampak takrat je bilo tega tako malo, da ni to moglo izriniti knjig. Danes, ko imamo tako poplavo krimi serij na ne vem kolikih programih, je to malo težje, ne. Ampak takrat vem, da so knjige prevladovale ves čas. Preden si se pa sam lotil kriminalke, si imel za sabo torej že kar nekaj kilometrine in bralske in gledalske, če se tako izrazim. Si kriminalke zgolj bral ali si jih tudi analiziral? Ja. V bistvu sem najbolj težil v okolici z njimi. Prebiral sem jih sam, spomnim se pa pač ene zadeve, ki sem jo takrat namestil moji takratni punci, ki sem jo imel v srednji šoli, ne. Hotel sem jo navdušiti nad kriminalkami in potem sem ji dal eno kriminalko in sem ji prav označil, do kod lahko prebere tisti zadnji del, kjer pride do razkritja, sem ji pa prepovedal prebrati in sem jo potem masiral za tem, ali je ugotovila, kdo je bil, kakšne ključe je videla in tako naprej, ne.
To je mene takrat zanimalo in sem bil prepričan, da mora tudi ostale to zanimati. Glede detekcije, ne, pri prebranih kriminalkah, si velikokrat ugotovil morilca, ko si bral kriminalke? Samo pri zelo zanič kriminalkah. Drugače pa to je, se mi zdi, in to je eno od pravil, ki se meni zdijo še vedno zelo pomembna. Pri tej kriminalki oziroma detektivki tipa Kdo je storilec, gre za uganko. Gre za uganko, kjer imaš ti neko vprašanje, torej kdo je umoril tega in tega, potem pa imaš A, B, C, D 4 odgovore in moraš ti ugotavljati, kdo od teh 4 možnih storilcev je. Te ključe moraš imeti lepo na voljo, ne smeš pa ugotoviti, kdo je. To je pa še ena stvar pri kriminalki, ne, ki se mi zdi zanimiva. Ves čas moraš imeti možnost ugotoviti, zakaj je šlo, če pa na koncu pred iztekom knjige ti ugotoviš, zakaj gre, pa kriminalka več ne izpolni svoje funkcije. To pomeni, da na koncu moram jaz vseeno še biti presenečen. V tem primeru, ko jaz ugotovim, kdo je, izgubim razlog, zakaj bi še tisto dalje bral, in potem so zadnja poglavja, ker se mi razloži, zakaj gre, v bistvu ne dosežejo tistega zadovoljstva, ki bi ga naj detektivka pri bralcu vzbojala. Kje pa je bila tista prelomna točka, da si se iz bralca, gledalca prelevil v pisca kriminalk? Kakšna je bila motivacija? Je bila to, ne vem, neka samopotrditev, je bila to, ne vem, finančna motivacija, čast, slava? Zdaj to, glede finančne motivacije se malo hecaš, ne? Upam, ja. Ampak navrgel sem vse možne motivacije. Pa nikoli nisem mislil, najverjetneje bi še danes samo bral kriminalke, če ne bi, pa mogoče pa niti ne. Izmišljevanje zapletov se mi je zdelo vedno čisto zabavno, kratkočasje, to sem počel ves čas. Ta vzgib, zakaj bi pa jaz želel oziroma se sploh spravil nekaj pisati, je pa bila ena res taka zanič kriminalka, ki je bila pisana kontra vseh pravilom, ki sem jih jaz takrat bolj kot poznal, čutil iz dobrih kriminalnih pa detektivskih romanov, ne. In v tistem trenutku mi je bilo res kar malo hudo, ne, da so pač posekali drevesa pa papir naredili za tisto, kar so tam natisnili, ne. In potem sem si rekel, najprej sam pri sebi, potem pa tudi na glas, da bi pa kaj tako zanič, kaj tako slabega še sam znal napisati. Potem pa je pač iz tega šlo, da so rekli, okej, poskusi, in sem pač tisto napisal. In na srečo, na mojo srečo, je to bilo tako zanimivo, da so na koncu tudi založbe pokazale interes za to. Še bolj me pa seveda veseli, da so tudi bralci to uvideli kot nekaj, kar je lahko zanimivo. Torej, prvo kriminalko si napisal tam nekje sredi 40 let, se pravi, že v zrelih letih. Ampak pred tem nisi pravzaprav napisal in objavil nič, ne? Kako je bilo najti založnika? Nekdo, ki je popoln no name, najbrž se mu ne odpirajo vrata, ne? Kar tako. Ja, to je mogoče za poslušalce, ne, sredi 40 let moje starosti, ne sredi 40 prejšnjega tisočletja, toliko star še vedno nisem. Založnika takrat je bilo precej težko poiskati, zato ker, tako kot si rekel, jaz prej nisem nikoli nič pisal, razen kakšne srednješolske poezije, kar smo vsi počeli, pa tega nikjer nikoli ne objavil. In potem sem pa res sredi, tam na začetku 40 let, sem se obrnil na slovenske založbe, da sem pač nekdo, ki se je spomnil, da bi kaj napisal, da sem nekaj napisal in da je to kriminalka, ne. In takrat je seveda večina založb odgovorila sicer prijazno, ampak da prvič nimajo izkušenj z žanrom, drugič pa z neznanimi slovenskimi avtorji, ki se niso vsaj malo kalili nekje ali nekako dokazali svoje literarne vrednosti, ne upajo poskušati, ne. Je pa res, da sta takrat med tistimi 15 založbami, na katere sem se obrnil leta 2005 oziroma 2006, dve vseeno pokazali zanimanje. Torej, takrat je neko latentno zanimanje za žanr slovenske detektivke in kriminalke že obstajal in nekako so poskušali začeti malo tipati v to smer, ne. Ampak takrat je bil tudi interes predvsem za tuje kriminalke, ne? Slovenske so bile nekako takrat, obstajale so, ampak niso bile v fokusu. Presenetljivo je, da že tvoj prvenec bil ponatisnjen,
prodan več tisoč izvodih, nominiran za Kresnika, kar je tudi svojevrsten mejnik, da je bil žanrski tekst nominiran za nagrado za najboljši slovenski roman. Kako si doživel pravzaprav ta zelo dober odziv strani kritike in bralcev, te presenetil? Ja, jaz sem potem šele za nazaj malo gledal, kaj se je takrat dogajalo. Zdaj, kriminalke so obstajale, slovenski pisci so obstajali. En prvih literarnih večerov, ki smo jih imeli, oziroma pogovorov na Radiu Slovenije, je bil skupaj z Sergejem Verčem in Vladimirjem Štefanecem, ki sta oba imela za sabo že 2-3 romana z cikličnim junakom. Mogoče takrat še ni bil tako pravi čas, kot je nastopil potem, ko sem se jaz odločil, da bom začel pisati, ne. Tisto nominacija za deseterico za Kresnika je bil velik šok, še bolj kot za mene, ki o tem sploh razmišljal nisem nikoli, za založnika, ne. Torej založnik je takrat, spomnim se, kako me je poklical in kako evforično je takrat mi to razlagal. Seveda bil sem zelo vesel, v glavnem zaradi tega, ker sem takrat začutil, da ne bom imel več najverjetneje problemov z iskanjem založnikov. To je en del, ki ti ob pisanju vzame dosti energije v našem majhnem okolju, kjer ne poznamo med založbami. Mi zdaj poznamo med založbo, to si ti, in med avtorjem samo pleksi steklo. V eni normalni družbi so pa tu literarni agenti, ki bi povezovali en in drugi pol, ne. Ja, tako je bilo, da sem bil v glavnem vesel zaradi tega, da bom lahko od zdaj naprej pisal, ne da bi se moral ukvarjati s tem, komu ponuditi, koga prepričati, da bi izdal mojo knjigo. Roman si izdal pod psevdonimom. Zdi se, kot da nisi hotel preveč se pojavljati v javnosti, kot da nisi hotel slave in vsega, kar pritiče dobri prodaji in dobrim odzivom na ta roman. Tudi nisi se pojavljal dolgo časa, ne, kot Avgust Demšar v javnosti, pravzaprav si neki čas bil res anonimen. Ja, čeprav tu gre za eno srednjo pot, ne. Nekateri avtorji poudarjajo svojo anonimnost, ne, in pač gradijo neko prepoznavnost tudi na temo, da se skrivajo, da drugi ljudje, da morajo založniki, uredniki namesto njih se pojavljati. Tega nikoli nisem počel. Psevdonim je bil kot en del žanra. Rekel sem, zakaj pa ne, če se mnogi avtorji kriminalk vsaj v preteklosti uporabljajo psevdonime, smo se odločili. Res pa je, da mi je že takrat pasalo to, da nisem preveč izpostavljen, zato ker še vedno se mi zdi, da je osebno življenje ena od stvari, ki tvorijo kakovost življenja. Zdaj nikoli se nisem skrival, nikoli nisem nosil mask, no, razen zadnjo leto jo nosimo. Mi pa vseeno to paše, zaradi tega, ker vseeno še lahko malo imam neko distanco med tem, kaj živim v zasebnem, pa v tem javnem življenju. Če sva že pri tem, ne, tale pomp, ki se je odvil v prvih 3-4 pojavih serije Primeri inšpektorja Vrenka, to je bilo malo preveč, ne. Na ta način se ves čas ne bi bil pripravljen izpostavljati. Omenil si Vrenka, tvoj osrednji literarni lik, detektiv. Seveda vsaka kriminalka mora imeti nekega markantnega detektiva. Na kak način si ga oblikoval? Kot prvo, malo na hitro, zato ker sem imel že zgodbo, imel sem zaplet, ta me je vedno bolj pritegnil kot samo opisovanje junakov, klasičnih literarnih junakov, in potem sem si pač rekel, okej, nekdo mora zdaj to vse skupaj razrešiti. Takrat sem pokrpal nekaj literarnih junakov drugih avtorjev, da sem iz njega sestavil pač to, kar je danes Martin Vrenko. Vedel sem nekaj, ne, da dobro, to, kakšnega spola bo in ostalo, to sem malo povzel po sebi, zato ker se mi je zdelo, da bi znal bolj suvereno vseeno pisati o razmišljanju moškega kot ženske. Vedel sem pa dvoje, da so pač ti literarni junaki takšni, da imajo nek velik plus pa kakšen majhen minus. Ta velik plus je ena od sposobnosti, ki jo imajo, torej ali je to intuicija, ali je to fotografski spomin, ali je to sposobnost uvideti detajle, ali je to sposobnost pripraviti storilce, da povedo tisto, česar ne želijo povedati. Skratka, nekaj takega imajo. To je stvar pozitivne identifikacije nas, bralcev, z njim. Obenem je zelo priporočljivo, da lahko lažje rešujejo te probleme. Tisti en minus je pa ponavadi vedno prisoten, to pa je, ali ima kakšno
manjšo ali večjo hibo. V literaturi, pa tudi v filmih in serijah poznamo marsikaj, od zapitežev, narkomanov, do ljudi, ki so zasvojeni z igrami na srečo, ljudi, ki so samo nemarni, precej jih ima kakršnekoli motnje avtističnega spektra, manjše ali večje. Skratka, cel nabor tukaj sem imel. Vedel sem, da enega ne smem uporabiti, ker če gre za junaka iz Štajerske, to pomeni, da ne sme biti kroničen pijanec. To bi pa mogoče bil malo prehud stereotip. Ampak hkrati tudi ne abstinent, ne? Ja, to pa bi bilo zelo neverjetno tukaj. Potem bi moral biti zdravljen alkoholik, ki mu prepovedujejo piti. Malo si že povedal, da pravzaprav si izbral junaka podobnih let, kot si sam. Vem, da je pogosto vprašanje potem, koliko avtorja je v liku glavnega junaka, osrednjega lika. Si kdaj razmišljal o tem? Ja, ko sem razmišljal, malo sem prebiral stvari, pa recimo, da je približno pol tega, ne. Polovico stvari je, ki so podobne samemu avtorju. Drugače pa druga polovica, meni se zdi boljše, da jih je manj kot več, ne. Torej, da ni to tvoj nek alter ego ali kakorkoli. Je pa res, da imam potem kot pisatelj malo več izzivov, če moram zagovarjati določene ali poglede na svet ali pa določene motivacije, pa tudi interese, ki bi jih imel ta glavni junak, ne. Če se nekdo zelo navdušuje nad, ne vem, nogometom, jaz pa tega organsko ne prenesem, je malo težje potem to opisovati, ne, pa se navduševati nad tistim. Kje pa je recimo inšpektor Vrenko povsem nasproten s tabo, če je na kakšnem področju? Precej težko vprašanje. Ja, vem, da so skupne točke, recimo afiniteta do umetnosti. Ja, tu ima nekaj tega. Intuitivnost, občutek za detajle. Mogoče... To jaz vidim, recimo, nepodobnosti med tabo in njim. Si rekel introvertiranost? Ne, intuitivnost. Ja, recimo, ampak se mi zdi, da bolj taka ena introvertnost, da ne želi biti v glavni, ne želi vzbujati pozornosti, raje premisli, predno bi kaj rekel, čeprav na vseh teh pogovorih moram dosti govoriti, ampak recimo, ne, da so. Nisem tako jasno razmišljal, malo sva edino razmišljala zdaj s kolegom Darjem Vargo, ker sva se pač malenkost morala pogovarjati o tem, kakšen lik bi naj bil. Sploh on je moral vedeti, kakšen lik bi to naj bil, pa si ga izgraditi, zato ker ga je moral igrati. Ja. V enem od pogovorov si rekel, da pravzaprav nisi imel podobe Vrenka, ne, ko si pisal prve romane, da nisi imel v glavi, ne vem, točno določene podobe. Kaj pa zdaj, ko je pač stvar na filmu, na TV seriji, kako si sprejel to podobo Vrenka, pravzaprav si zdaj začel govoriti o tem, kako sta z Vargo pravzaprav se pogovarjala o tem, o liku, o njegovi podobi, o njegovem karakterju. To imaš prav, ja nikoli nisem imel jasne podobe in tudi zdaj nimam. Zdaj imam podobo filmskega Vrenka. Torej, ne jemljem ga kot čisto identičnega temu, ko pišem roman, in zdaj pišem pač enega od naslednjih romanov. Vrenko še vedno nastopa takšen, kot je bil, in zdaj, ko pišem o njem ali mu v usta polagam kakšne dialoge, ne vidim Varge, ne. Je pa res, da je pač ta podoba zdaj malo bolj prisotna, ko razmišljamo o njem, ne. Tudi pri bralcih najbrž, ne? Vsak je imel nekega svojega Vrenka, zdaj nekih opisov telesnih ni bilo v romanih, zdaj pa se najbrž pri delu bralske populacije unificirala podoba Vrenka na igralsko podobo, ne, Darja Varge. Ja, in nekateri so z njim zadovoljni, nekateri jim je všeč, da je malenkost drugačen, nekaterim to ni najbolj všeč, ne. To je zdaj zelo odvisno. Jaz tu zelo težko objektivno karkoli sodim, ne. Ti bi lažje objektivno sodil, ne. Ki si tudi ampak ne vsak naj presodi po svoje. Ja, najboljše. Osrednji detektivski lik ima običajno oziroma praviloma ima pomočnike, Sherlock Holmes, doktora Watsona in cel kup je teh parov v zgodovini kriminalk. Tudi Vrenko jih ima. Kako si pa njih oblikoval? Torej Vrenko ima mladega pripravnika najprej, Marka Breznika, pa Ivano Premk, torej ženski detektivski lik. Med njimi mora biti neka kemija, ne?
Kemija, ja. Neka napetost, nek odnos, ja. Tu gre za dvoje, spet, če bi potem malo primerjal za samo serijo, ne, kjer smo stvari postavili, smo stvari postavili malo drugače. Jaz sem jih oblikoval na začetku v čisto klasični maniri, pa v klasičnih pravilih, torej imaš zelo pametnega, intuitivnega in tako dalje inšpektorja in imaš njegovega pomočnika, ki je antipod temu. Njegova vloga je mnogokrat, da vpraša, kar je treba razložiti in bi vprašali bralci, če bi imeli to možnost, ne. Ob tem lahko glavni junak izgleda še pametnejši, še sposobnejši in tako naprej. To je bil Marko Breznik, takrat je bil tako uveden, seveda se po svoje tudi on malo razvija. Ivana Premk je, se mi zdi, en nujen ženski lik, ki je antipod samemu Vrenku v tem, da ga za neko, pa se ne vem, če sem sposoben tega, to spravi v literaturo, ampak je nek drugačen princip razumevanja, delovanja vsega skupaj, tako da ima nad njim neko roko, kot neka varuška njegova je v določenih trenutkih, ko malo zbezlja po svoje. Medtem ko pa je v seriji se to spremenilo v nekaj drugega. Marko Breznik je zelo sposoben kriminalist, Oskar Brajdič, ki je v romanih, dokler je še bil uniformirani policist, ki je bil tako precej obrobna zadeva, je tukaj tretji inšpektor, ki ga Lotoš Šparovec prav tako, se mi zdi, zelo zanimivo upodobi. Tako da gre tu bolj za neko drugo stvar, ki se pa pojavlja pri teh sodobnih serijah, kjer ni več tolikokrat prisoten samo en glavni detektiv, ampak te svoje primere rešujejo skupine, ne. Te skupine so manjše ali večje, te večje skupine imajo tudi 6-7 ljudi, ki so specialisti za posamezno, en ima bolj forenziko preko, drugi obvladuje računalnike in spletno preiskovanje in tako dalje, ne. Tako da so tu nekje vmes, ampak jaz v tem ne vidim nobenega problema. Kar se tiče same serije, jo še jaz lahko malo bolj z zanimanjem gledam, ker je pač nekaj novega tudi zame. Pisanje romanov, pisanje scenarija, romane si itak napisal ti, seveda, ampak tudi scenarij si pisal ob pomoči soscenaristov. Kakšna izkušnja je bila, ne vem, preliti romaneskne like v filmske like? Kot vidimo v seriji, je kar nekaj sprememb, nekaj smo jih že omenila. Kako se je bilo lotiti drugega medija? Na kaj vse je bilo potrebno biti pozoren pri tem? Zdaj, naučiti se pisati literaturo ali romanov, ni nekih priročnikov in ostalega, tega se pač naučiš tako, da bereš in bereš, pa potem začneš še sam to. Pri scenariju, katerih sem se lotil ravno zaradi te serije, je pa bilo tako, da sem se nekaj teorije moral pogledati, da sploh vidim, kako to deluje. Bistvena razlika, ki je bila najprej in mi je bila jasna, je bila ta, da gre za čisto en drugi jezik, da je treba določene stvari spremeniti. Tukaj recimo, če omenim število oseb, ki mora biti manjše, število dogajalnih okolij mora biti manjše, poenostaviti moraš določene odnose, zato ker gre za en čisto drugačen način sprejemanja. Drugače pa bistveno razliko med enim in drugim vidim v tem, da je, dokler moj roman ne pride do tebe oziroma do urednika, je to čisto individualno delo, medtem ko je pri scenariju že od začetka tukaj vmešanih vse polno ljudi, torej od producenta do urednikov na RTV-ju, do dramaturgov, potem so scenaristi, ki želijo dati neke svoje vidike v to, s čimer se ti morda niti ne strinjaš, pa se malo upiraš preveč, da bi to naredil. Potem so tukaj seveda igralci, kar je čisto logično, da morajo dati svoje. In nenazadnje je avtor takšnega izdelka režiser. Režiser pa da celotno podobo vsemu skupaj in logično, da imajo tudi oni svoj pogled na to, kako bi naj končni izdelek izgledal. Ko se enkrat tudi s tem sprijazniš, je okej. Se pravi, pri romanih si lahko precej brezkompromisen in suveren v svojih odločitvah. Filmska serija pa je stvar mnogih kompromisov. Ja, in mislim, da to ljudje, ki zdaj gledajo serijo, se na njo odzivajo, pa so poznali romane prej, da tudi to nekako uvidevajo, pa vzamejo v zakup, ko gledajo eno in drugo. Če se vrnejo malo k pisanju,
kako nastajajo tvoji romani? Vem, da časovno, da so prvi romani nastali v relativno kratkem času, par tednov, par mesecev, zdaj z leti pa se mi zdi, da vse več časa uporabiš za pisanje posameznega romana. Ok, treba je vzeti v obzir tudi to, da so ti zadnji nekoliko daljši. Kako od ideje do končne izvedbe, do tistega teksta, ko ga oddaš potem uredniku, na kak način poteka pisanje? Ja, pri meni je šlo zelo različno. Ne? Prvi roman 3 tedne, drugi roman, začetek že nastajanju prvega slaba 2 meseca, zadnji izdan Cerkev pa dobri 2 leti. Ne? Postali so precej bolj kompleksni, zdaj ne vem, če je to dobro ali je slabo, kakorkoli, ko se zdaj moram malo vračati na te moje začetne romane. Pa tudi glede na odzive, recimo, ne, tvojega odziva se spomnim, ne, kako je to, ko si te prve romane bral, kako so enostavni pa jasni, pa se mi zdi, da mogoče nekaj tega danes manjka, ampak dobro, takšna je pač pot, zdaj na silo ne morem začeti pisati spet kratkih črtic, tako kot ne bi mogel takrat razvleči romana na eno tako dimenzijo, kot je zdaj. Trenutno jih pišem tako, kot jih ideje niso problem, idej je polno, slej ko prej se je pač treba potem usesti pa začeti pisati. Ne. Imam pa še eno stvar, ki mi je zelo všeč, to je to, da ne rabim hiteti za romani, da jih imam dovolj. Naslednji, torej, ki sledi Cerkvi, tale 11. z naslovom Tajkun ali drugi del te naše trilogije, ki jo izdajamo pri založbi, je bil napisan konec decembra. Zdaj bo 5 mesecev ležal v predalu, potem ga bom pa čez tam nekje na začetku poletja še v kakšnem mesecu predelal, potem pa roma k tebi. No, ko me že čakam. Rekel si, ideje niso problem, ne, pri pisanju, ampak iz česa izhajaš? Izhajaš iz umora, izhajaš iz krivca oziroma morilca? Kje začneš praviloma roman oziroma ali vedno na enak način? Pa mislim, da zadnje čase vedno pogosteje pri motivaciji. Ki je pravzaprav najpomembnejša, ne? Čeprav motivacija je v osnovi, ne vem, ali je čustvena, ali je finančna, to se že počasi nekako neha. Dostikrat izhaja iz travm, frustracij, mulja, ki se pač v človeku v današnjem svetu nalaga v njem, pa nekateri ga lahko predelujemo in čistimo, nekateri ga predelujemo malo težje, nekaterega pa ne moremo predelati. In potem slej ko prej lahko pride v določenem vzgibu do tega, da se zgodi neko kriminalno dejanje. To je prvo. Vse ostalo je pa potem tisto, kar je bolj kot ne obrt, kjer navesiš ti klasično trojico, to je kdo, koga in zakaj. Potem moraš to vključiti v neko okolje. Zadnje čase, ne, kot vidiš, dostikrat vežem to na neko aktualno družbeno dogajanje. V Cerkvi je bila to škandal mariborske nadškofije, zdaj se malo ukvarjam z slovensko osamosvojitvijo, z dogodki, ki so se dogajali 91. leta, čeprav to ni nikoli tisto bistveno. Jaz takrat ne želim razčistiti z določenimi dogodki, ampak samo svoje junake, ki so junaki, to so tudi morilci, to so tudi storilci, ki se znajdejo v neki situaciji, se pač znotraj tega znajdejo v neki malo širši situaciji, družbeni, neki klimi, ki je takrat prevladovala. To, kar se zdaj dogaja, je ena takšnih klim, ne, ki je precej zanimiva, ampak pri meni je tako, da bom potreboval vsaj kako leto, moram najprej vedeti, ali se bomo sploh izmazali iz vsega skupaj, kako se bomo iz vsega skupaj izmazali, kakšne posledice bo to na nas pustilo in bom potem morda nekaj od tega lahko vpletel v kakšno od naslednjih knjig. Torej se ne strinjaš z tezo Marcela Štefančiča, ki je v enem intervjuju oziroma eni kolumni svoj zapisal, da slovenska kriminalka hoče biti še nekaj več, ne? Da hoče biti literatura v tem klasičnem smislu neke družbene refleksije. Tvoji romani potekajo v zdajšnjem času, ne? Torej v času, v katerem jih pišeš, in v njih se opisuje, kot si sam povedal, ne?
številne stvari, ki se v družbi dogajajo, pereče, aktualne in ki te tudi pritegnejo. Niso pa tisti primarni sloj, ne? Primarni še vedno razreševanje kriminalnega primera. Ampak vseeno, najbrž zgleda, da imaš nek občutek, ne, za te družbene stvari, da jih na nek način vpleteš na nek tak način, da bralci imajo potem neke iztočnice za razmislek. Sam si rekel, da nisi nek tip avtorja, ki bi moraliziral, pedagogiziral, karkoli, ampak daš pa jim nastavke, ne. Ja, težko govorim, nasploh govorim lahko samo o svojem delu moje kriminalke, saj jaz ne želim, da bi bile karkoli več kot kriminalke. Res pa je, da te potem včasih po opisovanju zaneseš še v malo širši opis okoliščin, v katerem nastajajo. Meni se zdi, da če se že želim priklanjati nekaterim pravilom, ki se mi zdi, da še danes veljajo v žanrskem pisanju, da pač to ne sodi, da bi kriminalka se prevagala v kakšno drugo stvar oziroma v nekaj več, kar bi naj bila, ne. Mislim, da potem izgubi tisto neko osnovno značilnost, ki jo ima in ki mene vedno vleče pri kriminalkah. Res pa je, da se pojavljajo noter določene stvari, ampak še vedno poskušam jaz te stvari tako opisati, da če že gre za kaj, kar je neposredno malo bolj oddaljeno od samega kriminalnega zapleta pa razpleta, da vseeno tudi v tistem poskušam najti nekaj, kar bi vplivalo na samo zgodbo. Ne vprašam se, ko napišem neko poglavje, ki ni neposredno vezano, zakaj je zdaj to tukaj, zakaj se sploh to nahaja v tej knjigi, zakaj ne bi tega črtal, pa bi prejšnjo pa naslednje poglavje se zelo lepo ujela, zato ker v tudi tem poglavju je noter en stavek ali en kratek opis, ki malo osvetli glavno zgodbo. Tako da ne, moje kriminalke ne želijo biti nič kaj več. Ta struktura, ki jo ima vsaka kriminalka, torej ključi, lažni ključi, ni dovolj, ne. Celo dogajanje se mora navesiti na vse to, vse o tem si zdaj pravzaprav govoril. Mora biti stvar, ne vem, prepričljiva, dialogi morajo biti prepričljivi, zgodba mora teči, mora držati bralca v neki napetosti, v nekem zanimanju. Od kod pa jemlješ vse te stvari, ki jih dodaš potem na to osnovno strukturo, ne? Zelo različnih polj družbenega življenja not vpletaš umetniška dela, ne vem, glasbena, likovna, literarna, potem družbene dogodke sva že omenila, religijo, skratka, cel spekter nekih družbenih tem vpleteš, medosebne odnose, ne, med raznimi akterji. Človek ima občutek, da si kot pisatelj ves čas nekako na preži in iščeš neke te motive, snovi, ne, da jih potem vneseš v svoje romane. Je to samo moj občutek ali je mogoče kaj na tem, ne vem, si delaš zapiske, si pravzaprav je pisateljstvo za tebe kot neki full time job, pravzaprav nekaj, na kar si ves čas mentalno osredotočen. Ja, zdaj, čisto zavestno jaz ne spremljam vsega, kar se okrog mene dogaja kot pisatelj, zato da bi potem takoj tekel pa to vtaknil v roman. To tudi ne želim, ker tudi ne želim, da bi ljudje okrog mene postali pozorni pa pazili, kaj bodo govorili, zato da ne bojo čez leto dni se našli v kakšnem romanu. Je pa res, da se mi pa skozi vse skupaj po glavi potika, ne, in potem, ko se ti čez dan nekaj zgodi, ali imaš pogovor s kom, ali si prebral v novicah karkoli takšnega, se ti potem tisto nekje potika po glavi in potem zjutraj, drug dan, zvečer, med spanjem, kadarkoli o tem premlevaš, in ko se spraviš k pisanju, se to nekako samo po sebi skoči v tekst. Logično, da vsi se odzivamo na to, kar se dogaja okrog nas, da o tem razmišljamo, potem se pa nekaj tega pojavi pač še tudi noter. Dostikrat jaz to uporabim ne zato, da bo pač zdaj za nalašč neko moje razmišljanje se pojavilo v romanu, ampak ko ne vem, kako bi kaj vpletel in kako bi kaj nadaljeval, uporabim eno od teh idej iz življenja, ga dam noter in potem tekst malo lažje steče. Maribor, ne moremo mimo Maribora, ki je kraj dogajanja v večini tvojih romanov, tu pa tam zapelješ tudi kam drugam, v kakšno sosednjo državo ali pa tudi kakšno drugo evropsko državo. Razlog za to
je vse tako praviš sam v intervjujih preprost, da je to pač kraj, ki ga najbolj poznaš. Mene pa zanima, ali se je pogled na Maribor, odkar pišeš romane, katerih na nek način junak je tudi Maribor, kaj spremenil odnos do Maribora, ali gledaš kaj drugače na Maribor? V tem času, ne vem, spremenil bi se najverjetneje v 15 letih vsaj malo, tudi če ne bi pisal, ne. Malo se je spremenil za serijo. V seriji so se zavestno odločili, režiser, snemalec, direktor fotografije, da bodo Maribor prikazali pa pod določeno lučjo, ne. Jaz imam pač to verzijo do tega, da ko hodim po mestu, še vedno prej kot lepote vidim tisto, kar je slabo. Pač, to je moje mesto, če sem bil v njem rojen in če v njem živim že celo življenje, pač nek odnos do mesta vsekakor vzpostaviš, ne. Zato me še bolj boli, ko vidim razpadajoče fasade, ko vidim uničene pročelja, ko vidim pač tiste stvari, ki so še vedno moteče. Mogoče je to slabo, zato ker ne vidiš tistega, kar je lepo, ne. In ti posnetki, ki so v tej seriji, seveda niso čisto objektiven prikaz Maribora, zato ker bi morali najverjetneje posneti tudi še kaj drugega, kažejo pa vseeno, da so določene vedute v Mariboru lahko zelo, zelo lepe, ne. In čeprav nisem neki, ne vem, turistični delavec, ki bi Maribor propagiral, mi je vseeno všeč, ko preberem kje na spletu pripombo Slovenca, ki ne živi v Mariboru, v smislu, no, to mesto pa je tako zanimivo, da bi mogoče pa le enkrat se pomujal in prišel v Maribor pogledat, kaj se tam dogaja. To pa mi je všeč. Ja, že romani so bili svojevrsten spomenik Mariboru, saj med drugim vedno navržeš kakšno zanimivost ali kakšni zgradbi, v kakšnem dogodku v Mariboru. Skratka, postavil si mu spomenik in zdaj še serijo pa tudi, ne. Saj celo mislim, da je zdaj nedavno v Večeru direktor Zavoda za turizem Maribor rekel, da je Vrenko največji promotor mariborskega turizma, ker je zanimiv nusprodukt, ne, te serije. Jaz vseeno upam, da to ni res, ne. Da ima Maribor za pokazati kaj več, kot je en inšpektor Vrenko. Ja, ampak če bo to neki iniciator, ne, preboja mariborskega turizma, pa tu nič narobe, ne. Ja, sem pa ponosen bolj na to, da sem, čeprav v enem lokalnem okolju, ampak vseeno postavil Maribor na zemljevid tistih literarnih mest, tistih literarnih krajev, ki imajo svojega serijskega, ne morilca, ampak serijskega literarnega detektiva, ne. Tako da zdaj Vrenko na nek način del kulturne zgodovine tega mesta. Upam, da je, ja. Vsekakor, vsekakor. Užitek. Ti si pregovoril o bralskem užitku pri kriminalkah, kje pa sam najbolj uživaš, ne vem, pri pisanju, pri odmevih, ne vem, kritiških, bralskih, nastopih, pri gledanju serije, kje je zdaj užitek? Lahko je tudi v večih, seveda, sferah, ampak nek užitek še je, ker še vedno imaš strast do pisanja, ne. Največji užitek je in bo vedno pri pisanju. Pisanje je daleč največji užitek, če tega ne bi bilo, ne bi pisal. Drugi, če greva po vrsti, so odzivi bralcev, ne toliko, da ti kdo napiše, kako je vse skupaj fajn, ampak to, da vidiš, da so romani brani. To se mi zdi druga pomembna zadeva, zato ker tudi začel sem pisati in pomagam si pri pisanju, kadar mi ne gre s tem, da se postavim na drugo stran, pa se vprašam, kaj bi pa zdaj na morju v eni senci pod borovcem z veseljem prebral v naslednjem poglavju, da bi te ta kriminalka vlegla naprej in potem to gre. Tako, to je druga stvar. Vsekakor imam rad pozitivne odzive, mislim, kakršnekoli odzive. Vesel sem, če moji romani vzbudijo toliko pozornosti, da se pojavijo kritiški zapisi v medijih. Te poskušam čim bolj objektivno sprejeti. Tudi tiste stvari, ki so kakorkoli grajene. Tudi to se mi zdi pomembna zadeva, ne, če bi te vsi trepljali po ramenih ves čas, mislim, da bi manj napredoval kot to, če ti marsikdo pokaže, tu bi pa se lahko izboljšal, pa to je tako. Kar se tiče splošnih enih komentarjev, sploh zdaj, ko je tukaj serija, se jih bolj kot ne izogibam, zato ker sem še vedno precej neodvisen, ampak občutljiv na kakršnekoli odzive, ki so, ne vem,
ne najbolj dobronamerni ali kakorkoli, ne, ali pa vsaj malo površni. V tej odmevnosti ni toliko užitka, kot je. Kar se mi zdi zanimivo, je to, da sem znotraj tega, odkar pišem, spoznal precej ljudi, ki so zanimivi, da se lahko z njimi družim, da se lahko z njimi pogovarjam o tem. Torej, to so vsi ljudje od vas na založbah, ki ste, do novinarjev, s katerimi se pogovarjam, ne, do katerih najverjetneje nikoli ne bi prišel, če se ne bi začel ukvarjati s tem. Odzivi na serijo so mnogi, ampak pravzaprav se mi zdi, da je soglasje samo v eni stvari, ne. Tisti, ki so brali knjige, pravijo, da so knjige pač malo bolj večplastne, ne, kar je tudi normalno, ne, ker v 2 dela serije je težko spraviti cel roman, in priporočajo vsi, da si tudi preberejo romane ljudje, ki gledajo serijo, pa jih prej niso brali, ne. Tu je pravzaprav edino soglasje, vse, ki sem ga jaz opazil med temi odzivi, komentarji. Ja, tu se s tabo strinjam. Tu vidim še eno od dobrih lastnosti, ko te enkrat pograbi javna radiotelevizija ali katerikoli medij, je to neprimerno večja reklama in propaganda za vse, kot če ostajaš samo znotraj literarne sfere, ne. Torej, tukaj naenkrat potem prestopiš v to, da te poznajo, pa da pokažejo zanimanje za tvoje delo dosti širše množice kot samo tisti par tisoč ali 10 tisoč, ki hodi po knjižnicah, ki išče, ki brska in ki gleda kaj novega tudi na področju slovenske literature bi poiskali, ne. Tako da ja, ta odziv je večji, in zdaj, če bo branost mojih romanov še večja, pa če bo še več ljudi v njih našlo tisto, kar jih bo malo sprostilo pa zabavalo, se mi zdi, da je to še en velik plus tega, kar se dogaja zdaj z sodelovanjem z RTV-jem. V Sloveniji se je dolgo govorilo o bralni kulturi in padanju branja, ampak zdi se, da so ravno slovenske kriminalke v zadnjih 15 letih naredile precej, če ne morda celo največ, za dvig branosti slovenske literature. Recimo tvoji romani, vsi skupaj so bili izposojeni 80 000-krat, ne, kar je fascinanten podatek. Golobovi tudi podobno ali celo več, ne, Mojca Širok. Skratka, izgleda, da so ljudje spet začeli brati slovensko literaturo množičneje, kot je bilo to, ne vem, še 10 let nazaj. Imaš mogoče kakšno razlago, zakaj ravno v tem trenutku je kriminalka, slovenska kriminalka doživela tako renesanso in prodor? Razlage nimam, sem pa razmišljal o tem, ko si ti prvič omenil tole, ne, da je pač slovenska kriminalka, zdaj, ki je tako brana, zelo dosti naredila tudi za bralno kulturo med Slovenci, ne. Ta misel se mi zdi zelo zanimiva v tem trenutku, ko pač nekdo neha gledati na žanrsko literaturo kot na mogoče manj vredno literaturo, ne. Tako kot včasih, ko se je pač to delilo na visoko pa nizko umetnost, če je knjiga dobro napisana, je po moje vseeno, v kateri žanr sodi. In tukaj slovenska kriminalka, ki zadnjih 10 let postaja vedno bolj zanimiva za nas, za domače bralce, zelo dosti naredila, tu se moram v celoti strinjati z tem, ne. Pa ne gre samo za to, da smo to 2, 3 avtorji, ampak vsakdo, ki se danes poskuša tudi v pisanju kriminalke, pa so to avtorji, ki pred 10 in 15 leti najverjetneje sploh pomišljali ne bi, da bi zdrsnili na področje žanrske literature, ne. Pa napišejo seveda čisto solidne oziroma zelo dobre literarne izdelke, je res, da takoj postanejo vsi skupaj zelo brani, da bralci, vsaj po moje, če piše zraven ob romanu slovenskem, ob bolj ali manj znanem avtorju še kriminalka, da tisto si bo pa vsak takoj sposodil, ne. In torej se strinjam, ja. Pri nas bi bilo fino, če bi se tako, ker kriminalni žanr je v velikem porastu, pa vzponu, pa razcvetu, če bi se pojavljali še kakšni drugi žanri, ne. Vsaj znanstvena fantastika. Sam ne razmišljaš, da bi se še poskusil v kakšnem drugem žanru? Težko. Srhljivka, znanstvena fantastika. Težko. Čeprav to si tudi bral, ne? To sem bral v tistem času bolj, ni me toliko pritegnilo. Mislim, da bi, če bi zdaj začel kopati v nek čisto nov žanr, da bi to prvič se odražalo na mojem ukvarjanju z detektivko. Po drugi strani bi pa tu, ne vem, če bi lahko bil uspešen toliko, ne. Fokus je ves čas usmerjen v ta žanr in potem tu lahko si mogoče prilezeš nekam. Mogoče to nisem dovolj poudaril, ampak ti bereš tudi tako imenovano tisto drugo leposlovje, ne, visoko leposlovje. Bereš oziroma si bral?
Sem prav. Ja, torej, Zadnje čase ni časa, res ni Ja. časa ob življenju, ob delu, ki ga opravljam, ob literaturi je zdaj tako, ne, tisti pravi prosti čas, ki je in je namenjen literaturi, je namenjen pisanju literature, ne pa branju. To me moti, rad bi še kaj več prebral. Upam na poletne mesece, ko se vse skupaj malo sprosti in takrat moraš nekaj brati, ne, ko sonce sije na tvojo glavo oziroma na borovec, pod katerim se skrivaš. Tako da mislim, da bom takrat spet, ne. Mi pa manjka včasih, manjka mi kakšen dober klasičen roman, da bi imel dovolj časa, da bi se v njega poglobil. Dobro, za konec še nekaj besed o tvojem aktualnem romanu Cerkev, in pa o teh delih, ki jih pripravljaš. Cerkev je izšla lansko leto tega časa, 9. februarja, na dan osrednjega umora iz romana, in takrat smo si mislili eno prav posebno promocijo. Torej, ljudi smo odpeljali na kraj umora, neznani kraj umora, in smo tam predstavili potem ta roman, in z nadstropnim avtobusom smo se odpeljali na Ptujsko goro. Najbrž bilo tudi posebno zadovoljstvo, da 70 ljudi je pripravljenih iti na neznan kraj, torej, da jih odpelješ tja in tam predstaviš roman. Unikum je to bil, se mi zdi, v Sloveniji. Nisem slišal, da bi kdo drugi naredil kaj takega. Najbrž je bil prijeten občutek videti, ne, to karavano, ki se je... Zdaj, čisto iskreno, ne, Ja. najprej me je bilo precej strah, ko ste na založbi začeli govoriti o tem, kako bi bilo, in se spomniš, da smo se tudi skupaj pogovarjali, da še vedno se da najeti en majhen kombi, da nimaš potem prevelikih stroškov z najemanjem avtobusa, v katerem sedi 6 ljudi. Na kar pa se je res izkazalo to, da smo morali poiskati največji dvonadstropni avtobus turistični, da smo lahko ljudi spravili noter. Tisto se mi je zdela fina zadeva in vidim jo tudi kot to, da se eni takšni malo drugačni kulturni dogodki pa literarni večeri, da jih ljudje pogrešajo, da bi lahko se še marsikaj tukaj naredilo, ne, ne samo klasična predstavitev v kakšnem okolju, kjer sedimo in se pogovarjamo, ampak da gremo nekam, ne, in potem tudi odzivi. Zdaj mislim, da tudi na založbi ste imeli podobne odzive, ne, ko sem jih jaz dobil, so bili zelo pozitivni, da je bilo zelo v redu. Vse skupaj se je raztegnilo še v poznejše ure, kot smo mi mislili, da bomo. Tako da ja, ne. Je pa druga stvar, ne, ko si omenil aktualni roman, pa si potem skočil do Cerkve, moj aktualni roman je zdaj že čisto en drug, niti ne Tajkun, ampak jaz sem že v tem tretjem zadnjem delu te trilogije, tako da trilogija bo nastala, ne, čeprav sem mogoče na začetku bal malo, da se zarečenega kruha prenaješ, ko prehitro nekaj obljubiš, ampak ja, Cerkev bo stara 1 leto, ne, to je kar presenetljiv podatek, meni je vse skupaj minilo zelo, zelo hitro. In tudi naklada počasi pojenja, tako da bo kmalu doživela ponatis. Si se za Cerkev moral kaj posebej pripravljati, študirati snov, ker vseeno Cerkev kot taka, kot inštitucija, ti ni nekako v primarnem fokusu, najbrž v običajnem življenju. Mislim, da si ateist, da je potem nekako, da si suvereno izpisal stvari, ki so pač vezane na cerkveno organizacijo, na njihov način delovanja in te stvari. Ja, veš kaj, to je tako, kot smo se prej pogovarjali, to je še en od užitkov. Ja. Neko raziskovanje moraš narediti, če se lotiš opisovanja nekih družbenih dogodkov. Danes, ko je splet, je to seveda precej lahko, dostopnost literature je tudi, kakšen pogovor je vedno mogoč, torej ljudi, ki se ukvarjajo čisto konkretno z določenimi stvarmi, se vedno da najti in se z njimi pogovoriti, ne. Mogoče tole ravno kar predno sem prišel na ta pogovor, sem bil pri enem znancu, ki mi je zelo podrobno opisal neki dogodek, ki se je zgodil, mislim, da 4. dan vojne za Slovenijo. To je bilo tam okrog 28. 29. junija leta 1991, o čemer bi se jaz lahko, ker je to eno majhno poglavje mojega trenutno aktualnega romana, ki ga pišem, lahko bi se pozanimal z kakšnih člankov ali dokumentov, ampak ta živ stik se mi je danes zdel pomemben, ker mi je ta sogovornik predstavil enih par stvari, ki nikjer niso opisani, ne. Sčesa so
izdelali zastavo Rdečega križa, s katerim so potem v vojnem času spravljali domov otroke iz otroške kolonije in podobne stvari. In to je tisto, kar da potem nek sok v romanu, ne. Tako da ja, to se meni zdi vedno zabavna zadeva. Pomujam se okrog tega, rad raziskujem, nenazadnje si tudi sam malo osvežim spomin na določene dogodke. Opisujem pa vedno tisto, kar se mi je zdelo pač zanimivo, ne. Cerkev je torej prvi roman trilogije Vodnjaki. Vodnjaki so fiktivna vas, tudi to je zanimivo, ne, da si tokrat v tej trilogiji šel v neko fiktivno vas, drugače so tvoji kraji realni. V cerkvi je osrednji umorjenec škof, potem se primer razreši na 600 straneh, najdebelejša tvoja knjiga. Boste tudi drugi dve knjigi, druga dva romana iz te trilogije, torej ta, ki ga zdaj oddajaš, Tajkun, in tretji Estonija podobnega obsega. In mogoče samo na kratko v par besedah, o čem bo v teh romanih šlo. Najlepše bi bilo, da bi potem bile to 3 enako debele knjige, ne? Ampak to ne bo šlo, ker teh 880 000 znakov je v cerkvi, kar je naneslo 600 strani. Romana je zdaj malo težje dosegljivo, ne. Ta drugi sicer bo malo bolj obsežen, ampak recimo, da bo približno 2/3 tega, in ta tretji, kolikor nastaja, bo najverjetneje tudi tu nekje, ne. Težko se bom pripravil, da bi lovil določen obseg. Ponavadi gre vedno za to, da se pač odločim povedati neko zgodbo in potem, ko začnem pripovedovati, ko zgodbo povem do konca, je pač konec, ne. Na silo krčiti, na silo raztegovati se mi nikoli ni pokazalo kot nekaj dobrega. Vedno se to opazi v samem tekstu, če sem to naredil. Zakaj pa gre? Gre pa vedno za čisto osebne zgodbe, ki izhajajo iz nekaj notranjih motivacij, frustracij in podobnih stvari. Kar me zadnje čase privlači, je tudi naključje, da se nekdo poskuša čisto naključno poigrati z nečim in se potem to prevaga v nekaj zelo grdega, kar se v človeku zna dogajati v življenju. Drugi del o Tajkunu govori seveda o spet enem od oseb, ki so omenjene že v cerkvi, tudi v tretjem romanu z naslovom Estonija. Govorim o osebi, ki so omenjene že v prvem romanu. Vedel sem, da bodo, nisem pa vedel, kaj se bo z njimi dogajalo, ne. To vem, kar se dogaja, mislim, to šele skozi pisanje vidim, kam se bo vse skupaj pripeljalo, do bo prišlo. Je pa res tako, ne, da vodnjaki pa niso mogli biti realna vas, zato ker v tistih vodnjakih se je pa pobilo vse, kar je tam hodilo in lazilo, in skratka, taka vas potem ne bi več mogla obstajati. Je pa vzor za to vasico, ne, ampak ta vasica... Ta vasica je na Pohorju, ne? Ta je na Pohorju, ja. Tista, prvi vzgib, ki je bil, pa sploh ni na Pohorju, ampak je v slovenski Istri. To je vasica z imenom Topolovec, kjer ima moj kolega eno majhno hiško, kjer sem pred leti bil enkrat tam, in eno tako prijetno vzdušje, ki vlada v tistem okolju, potem sprožilo vse te ideje, ki so zdaj pripeljale do vodnjakov, ne. Torej, od prijetnega vzdušja vasice do celega kupa umorov v vasici, ki je narejena po modelu te vasice. Ja, saj, mislim, res opisujemo, ne. Tu moram citirati, če mogoče Renata Bratkoviča, kolega, ki tudi piše, da sicer se opisujejo v teh krimi pa noir pa takšnih romanih precej grde stvari, ne, in krute stvari, ne. Ampak konec koncev jaz jemljem moje pisanje kot zabavno branje, kratkočasno branje, ki ga je treba brati tako, da se sprostiš. Če ima kakšno katarzično funkcijo, je še toliko boljše, ne. Obenem pa je večina nas piscev zelo miroljubnih in nimamo kaj dosti veze z samim kriminalom kot takšnim branjem. Niste kaki latentni, potencialni storilci? V bistvu to nikoli ne veš, ne. Ne, najverjetneje ne. Okej, pa zaključiva s tem najin pogovor. Jaz se ti zahvaljujem za ta pogovor. Bralce vabim, da si katerega tvojih romanov sposodijo v knjižnicah, kar ni vedno enostavno. Recimo v mariborski knjižnici zelo težko dobiš tvoje romane, če pa ne, pa so seveda na voljo
pri naši založbi. Kmalu bomo ponatisnili še tiste, ki niso na voljo, starejše romane. Na spletni strani založbe Pivec so torej dosegljivi za tiste, ki bi jih zanimalo. Tebi pa res še enkrat hvala za ta zanimiv pogovor. Ok, ja, Nino, hvala tebi za vodenje, za vprašanja, pa za vse, kar počenjaš zraven ob mojih romanih kot urednik. Me veseli. Hvala tudi Mariborski knjižnici za gostoljubje. Nasvidenje. Nasvidenje.